Poplave, ki so avgusta lani prizadele velik del Slovenije, so marsikomu uničile dom. Silna moč vode si je utirala pot med bivalnimi prostori nič hudega slutečih ljudi, ki so skušali rešiti, kar se je rešiti dalo. Tudi pritličje vrstne hiše, ki si ga bomo ogledali v naslednjem prispevku, je bilo v poplavah močno uničeno. A po zaslugi zglednega sodelovanja med oblikovalko interierja ter lastnikoma dan danes riše nasmehe in zadovoljstvo na obraz vsem vpletenim. Dobrodošli v tem mehkobe polnem, prenovljenem, sodobnem stanovanju, ki je dokaz za to, da se lahko iz najbolj nemogočih in težkih življenjskih preizkušenj rodijo tudi zgodbe s srečnim koncem. Barbara, vas je torej v popolno prenovo prisililo skoraj popolno opustošenje tegale prostora, ne? Pa me najprej zanima, kako se spomnite tistega avgustovskega večera? Res je, Boštjan, ta spomin na ta travmatičen dan je še kako živ. V bistvu tako, kot je bilo včeraj. Smo imeli pa, moram reči, srečo takrat v nesreči, da je sosed bil buden, da nas je zbudil ob 4 zjutraj, če ne bi se dejansko tisto jutro zbudili v metru vode. Do polic je segala voda, tako da... Ko imate to za sabo, kaj bi rekli, kateri so oni nasveti, ki bi lahko dali zdaj iz prve roke nekdo, ki je to preživel? Ko bi zopet prišlo, upam, da ne bo nikdar več, a ne? Ampak če bi prišlo kaj? Elektrika takoj ven, da nas ne bi stresala, ne? Vsi pač otični so dosti nizko, a ne? Kakšni podaljški, ki ležijo, takoj izklopiti elektriko. Te teže stvari, recimo zdaj nova miza, izredno dragocena, a ne, za družino, takoj na kavč, ker kavč plava, a ne. To smo pač dejansko se v prejšnjih poplavah naučili. Pa toliko prej biti pripravljen, zdaj se pravi, točno vemo, kdaj moramo začeti reševati, a ne, da se vse iz nižjih prostorov znese gor, a ne. Ker kaj je najhujše? Najhujše je to, kar potem ostane, a ne. Torej razdejanje, blato, ne. Ko je voda enkrat odšla, kakšno opustošenje je tukaj bilo? Torej, če je poplava nočna mora, je potem to, kar ostane za vodo, nočna mora na steroidih. Ker ko smo prišli dol, blato povsod, razdejanje, hladilnik iz kuhinje nasedel v dnevni sobi, kavč zamaknen, v predale, ko smo začeli odpirati, voda, blato ven teklo, vse namočene, vse razmočeno, parket, da sem imela že slab parket, a ne, z možem sva ga ravno nameravala zamenjati, a ne, tako da je pokok domine. Gasilci, ki so prišli potem, a ne, tisto popoldne, potem, ko so se dejansko lahko prebili že do nas, seveda prvi nasvet, vse ven, ker voda dejansko najde pot povsod, stene so bile napite, pohištvo tudi tisto, ki je izgledalo recimo nekako, ne, v dobrem stanju, še potem, ko je bilo počiščeno, ja, čez 2-3 tedne bi se to napil, bi to začelo odstopati, bi to začelo dejansko, ne, propadati. Tako da vedeli smo, da bo treba vse umakniti. Čim prej. Ampak vi ste se že malo prej spogledovali z idejo o malo korenitejši prenovi, kar pomeni, da je prišla potem nuja in obveza. Kako globoko je bilo treba vse potem počistiti, postrgati, odstraniti? V piko nulo. Ko prideš dol, a ne, te zagrne taka tema, da noben si to, ker to ni doživel, ne zna predstavljati, ne. Ker ne vidiš luči na koncu, ne veš, kje začeti. A se bo to sploh še kdaj dejansko v tako stanje spraviti, da se da normalno, dostojno živeti v tem prostoru. Ampak potem, ko so začeli dejansko gasilci hoditi, prostovoljci hoditi, prijatelji, znanci, ko so začeli to metati ven, ko so začeli to odstranjevati, takrat pol majčkeno vdihneš, a ne. Saj nisva planirala, da bi se v tako investicijo vrgla, pač takoj. Tako da sem mislila pač postopoma. Vedela sem v teh 15 letih, odkar so tukaj, kaj želiva, a ne. Torej, želiva modernejšo opremo, želiva celovitejšo podobo, torej, da se pač prostori, a ne, povezujejo med seboj, da je neka rdeča nit, da je to celostna, a ne, podoba tega celotnega spodnjega prostora. In dejansko, kar me najbolj moti, da niso bili prostori funkcionalni, a ne. In ko sem jaz stala v tem kaosu in tem razdejanju, sem takoj vedela, da sama teh želja si jaz ne bom mogla uresničiti. Zato sem vedela, da pač
rabim strokovno pomoč, kar se tega tiče. V tej stresni situaciji sem se dejansko skušala izogniti še kakršnekoli dodatnemu stresu. Lastnika sta prenovo zaupala oblikovalki interierja, katere delo že vrsto let občudujeta na družbenih omrežjih. Želela sta namreč nekoga, ki bo znal združiti trpežne materiale z domačim in toplim vzdušjem, ki sta ga želela ustvariti v prostoru, obenem pa poskrbeti za maksimalno funkcionalnost in izkoriščenost dane površine. K temu je v veliki meri prispevala tudi odstranitev stebra, ki je poprej stal sredi prostora. S tem se je prostor odprl in zadihal, njegovo statično nalogo pa zdaj po izračunu statika opravlja preklada. Tako sta po zaslugi oblikovalke interierja hitro prišla do zanesljivih izvajalcev, saj so imeli ti, tudi zaradi poplav, v tistem času polne roke dela. Nina, ko ste prvič stopili v tole stanovanje, tik po poplavi, povejte mi prosim, kakšen je bil vaš prvi vtis? V bistvu, ko sem jaz prišla prvič k Barbari domov, je bilo praktično že vse pospravljeno. Tako je bil naš prvi sestanek praktično že v praznem stanovanju. Torej prazen nepopisan list. In kako ste se potem v skladu z željami naročnikov lotili dela? Kaj je bilo treba vse narediti? Najprej smo valjda v bistvu podoživljali to njuno zgodbo. In potem iz tega izhajali, kaj si dejansko želite zdaj na novo postaviti. Glavna želja je bila v bistvu, da ustvarimo nek topel dom, da v bistvu zamenjamo talno oblogo iz parketa v keramiko, ravno z razloga, če bi se kdaj mogoče situacija ponovila, je lažje v bistvu prenoviti. Da naredimo čim bolj funkcionalen tloris, ker je prej v bistvu bilo veliko manj prostora, zaprtih omar in nekako tudi estetsko dovršenost celotnega interierja. Kaj je pa iz prvotnega stanovanja pred poplavo ostalo? Dejansko so ostale neke malenkosti. Najbolj bistvena, ki jo tudi vidimo v interierju, je kaminska peč. Ta je tudi najbolj intenzivne barve. Je bil kar izziv v bistvu dejansko, kako vse skupaj ukomponirati. Jaz sicer nisem želela te bordo-rdeče barve v bistvu nadaljevati, oziroma sem samo uporabljala neke akcente nekih detajlov, torej recimo, polštri, v bistvu blazine, dekorativne na sami sedežni, ta dekor v vazi, tako da ni te barve pretirano preveliko, tako. Recimo en poudarek je tudi mogoče nežna tapeta v dnevnem prostoru, taka tkanina, ki praktično v bistvu dejansko podobne barve kot stene, vendar ta tekstura naredi to neko mehkobo in toplino v samem prostoru. Zelo posebna je v bistvu mogoče za omeniti lesena obloga v prehodu iz vhoda v dnevno-bivalni del. Ta lesena obloga v bistvu skriva stopnice v nadstropje. To je bila tudi posebna želja naročnikov, ker sta želela nekako skriti pod stopniščem shrambni del in hkrati zapreti in ločiti zgornje nadstropje od spodnjega. In tukaj je tista večja površina tega lesenega dela, ki smo jo vnesli in hkrati s tem dobili neko toplino. Opišite mi prosim malo idejo kuhinje, tudi z vidika materialov, ki ste jih uporabili. Tukaj smo se največ zadržali, zato je bilo smiselno v bistvu narediti celostno, kaj vse sta si onadva zaželela. Od malih gospodinjskih aparatov, bele tehnike, veliko delovne površine. Že sama kuhinja, ker je potegnjena ven in ima to vinsko vitrinco oziroma vitrino, že malo razbije to polnost kuhinje. Levi del kuhinjskega dela je v bistvu odet v tople hrastove tone, ličnice in ima kontrast tega tehničnega kamna v temni barvi. Pohištvene elemente odlikujejo zaobljene, mehke linije, ki so rdeča nit interierja že vse od vhodnega dela dalje. V dokaj ozek vhodni del so umestili funkcionalno omaro za čevlje in oblačila, ki ima na eni strani nišo z ogledalom za odlaganje, na drugi pa priročno sedišče, a zaradi mehkobe linij deluje kot fluidna enota, ki obiskovalce povabi naprej v dnevni prostor. Temu kraljuje masivna jedilna miza zaobljenih linij, mehkoba pa se nadaljuje tudi v kuhinjskem delu s priročno kuhinjsko nišo, kamor so diskretno pospravili male gospodinjske aparate. Okrogline se pojavljajo tudi v dnevni sobi, na omarici pod televizorjem, opaziti pa jih je tudi na lučeh, v konzolni mizici in drugih detajlih. Kako je zdaj na koncu, po tem velikem projektu in tudi po veliki travmi, živeti tukaj?
Verjeli pa ne, ampak vsakeč, ko pridem dol po stopnicah ali pa, ko pridem nekje od zunaj domov, si rečem, to je to. To je to. Torej, v vašem primeru dejansko sreča v nesreči na koncu koncev. Res je, sreča v nesreči. Če bo tako ostalo, je bilo, mogoče se grdo sliši, ampak je bilo vredno. No. Ampak je tako, v vsaki grozni stvari je vedno neka svetla luč.